Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Moje ime je Suzana Kos. V studiu pa smo danes povabili gospoda Janija Prednika, vodja poslanske skupine Socialnih demokratov, na drugi strani pa gospoda Jerneja Vrtovca, poslanca NSi, ki se približno čez 10 dni podaja v boj za to, da bi prevzel vodenje stranke Krščanskih demokratov. Hvala, da ste se odzvali na našemu vabilu, pa bi mogoče začeli, gospod Vrtovec, kar z vami. S kakšnimi občutki greste na volilni kongres stranke? Imeli boste proti kandidata, ste samozavestni? Ja, jaz se podajam v to zgodbo, spravi mojo novo politično ero s pozitivnimi občutki, v skrbi za prihodnost te države, v skrbi hkrati tudi, da obranimo, se pravi, dostojanstvo človeka, hkrati tudi svobodo, ki se ne izključujeta, zlasti pa v luči tega, kakšni so izzivi pred Slovenijo. In to vprašanje ga naslavljam tudi v okviru svoje kandidature in odgovarjam na te ključne izzive s parimi točkami, najprej z močnim programom, na drugi strani, da Slovenija potrebuje vez, tkivo med starim, tradicijo, dediščino in novim, zlasti pa z vključevanjem. Mi se preveč kot družba izključujemo, če pa želimo napraviti določene preboje, zlasti kar se tiče demografije, lansko leto se je rodilo zgolj in samo 16,000 otrok, kaj je najslabše do sedaj. To so tisti ključni izzivi, ki so pred nami in pri teh stvareh mora biti slovenska politika poenotena in enotna. Bomo še nekaj rekli na to temo, ampak tukaj bi dodala, ker hodite zdaj tudi po snemanju te oddaje, se odpravljate na teren. Ali vas v bistvu članstvo ne sprašuje glede kazenske ovadbe, ki vas je doletela? Glejte, ne, nihče me o tem ne sprašuje, zaradi tega, ker mislim, da tudi splošna javnost razume, da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja, ki ga bije ta vladajoča koalicija proti vsem drugače mislečim. In to se nam je pač zgodilo zaradi tega, ker smo opozarjali vlado na določene napake, tudi zaradi tega, ker smo policijo opozarjali v okviru KNOVS-a na določene stvari in zaradi tega smo pač deležni teh obravnav. Ampak jaz lahko rečem na stvar, Nova Slovenija se tukaj ne bo ustrašila in tudi ne bo bila tiho, kajti molk ni odgovor na krivice, ki se ne dogajajo le meni, mojim poslancem, ampak krivice, ki se dogajajo tudi drugim, ne samo politiki, ampak v širši družbi. Gospod Prednik, razredni boj se greste in krivice vašim kolegom? Zdaj, kar se tiče mene osebno, se zagotovo ne grem razrednega boja, ne z kolegom Vrtovcem, ne z njegovo stranko, kar se tiče pa drugih strank, tudi morebiti strank koalicije, pa bodo morali to sami komentirati. Vas bom vprašala pa potem konkretno na vašo stranko. Kaj se dogaja v SD-ju? Pa bom naštela 3 primere, ki se človek pravzaprav ne zna razložiti, kaj se greste, oziroma se zdi, da ste neenotni. Ena stvar je recimo zagotovo, da so 4 vaši poslanci od 7 v poslanski pobudi predlagali, da se razveljavi razpis za nakup 2 helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Prišla sta seje Komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi gospod Vrtovec, in med predlogi sklepov je bilo tudi to, razveljavitev razpisa, vi ga niste podprli. Bom še naštela, zakaj se zdi, da imate v stranki, ne vem, razpad sistema, mogoče je to pretežka ocena. Ta vikend je SD kritizirala vlado, v kateri ste pač del koalicije, zaradi kritik, ki jih je sicer v imenu vlade poslal Urad vlade za informiranje na račun protikorupcijske komisije. Vi ste mi dejali, da s tem niste imeli nič. Tretja stvar, vaša poslanka Bojana Muršič je prispevala podpis pod predlog iniciative Glas ljudstva za to, da bi uvedli progresivnost zdravstvenega prispevka. Ostali poslanci je niste podprli, vlada je proti, ministri SD so proti. Kaj se torej dogaja? Ja, zdaj temu se ne reče razpad sistema, temu se reče v demokratičnih sistemih demokracija, tako je. Zdaj, kar se tiče te pobude glede razveljavitve razpisa, se je v bistvu to dogajalo v času, ko so poslanci oziroma smo poslanci bili še na dopustih, 2 sta bila, mislim, da v tujini, jaz pa sem bil tisti dan neodziven, ampak to ne pomeni, da nismo kot poslanska skupina glede tega enotni. Zdaj, jaz ne prejudiciram, da je pri tem razpisu... Kako ste enotni, če so 4 rekli, ne se
Ampak tudi, če se samo jaz kot vodja poslanske skupine podpišem pod nek zakon ali pa pod neko pobudo, pomeni, da je to stališče stranke. Ampak še enkrat bom rekla, potem vaša stranka ni podprla zdaj današnjega sklepa. Na seji Komisije za nadzor javnih financ je sicer gospod minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar povedal, da notranja revizija, ki je bila dejansko ekspresna, ni ugotovila nobenih napak pri tem razpisu. Kaj zdaj sledi? Mi smo tudi danes sprejeli sklep, ki govori, da naj Računsko sodišče opravi neodvisno revizijo. Zdaj, Računsko sodišče opravlja nadzorno funkcijo v okviru pravne države in jaz mislim, da lahko Računsko sodišče to vzame prednostno, zaradi tega, da ne bo škodovan davkoplačevalski denar. Pri tej nakupu teh helikopterjev je predvsem zaskrbljujoče to, da se ni prisluhnilo stroki in da stroka opozarja na napake, ki so se dogajale, na drugi strani pa ni nobenega posluha strani ministrstva. Tudi danes lahko rečem, da se je predstavnik minister zelo neodgovorno obnašal do te pereče teme. Dejstvo je, da mi helikoptere potrebujemo, ampak potrebujemo ustrezne helikoptere. Če pa ne moramo zagotoviti ustreznih helikopterjev in ta dva, kot opozarja stroka, nista ustrezna, potem jaz tako obljubim samo eno stvar, da naslednja vlada, ki upam, da bo naša, mora, ne glede na to, te pogodbe razveljaviti. Stroka je očitno razdeljena, ker vsaj 3 predstavnike stroke so po pogovoru na ministrstvu potem rekli, da so zadeve ok, ampak ker pravite Računsko sodišče, vi ste imeli afero Litijska, Računsko sodišče je pač ocenilo, da zadeve niso bile ok in karavana je šla dalje. Ja, karavana ni šla dalje. Kar se tiče afere Litijska, smo mi potegnili poteze. Sklicali smo izredni kongres, odstopila je takratna ministrica, odstopil je generalni sekretar ministrstva, odstopil je generalni sekretar stranke. Mi smo v bistvu naredili neko notranje čiščenje in jaz sem večkrat... Ampak to so bile politične posledice, ne? Računsko sodišče je ugotovilo nepravilnosti. Drži, ampak na politični ravni mi lahko samo politične posledice, pričakujemo samo politične posledice. Tu, glede tega sklepa, sem ga podprl tudi sam, da Računsko sodišče pregleda, ali je bilo na področju financ vse ok in ko bo seveda Računsko sodišče dalo svoje izsledke, potem pa bo lahko tudi politika povedala, ali je morda potrebno potegniti tudi kakšne politične poteze. Pa si bi upali glasovati, recimo, če bi se odločila opozicija za 3. interpelacijo, bi se upali tokrat glasovati za to, da bi interpelacijo podprli za gospoda Boštjana Poklukarja, zdaj mislim tukaj konkretno, ker ima še novo afero na vidiku, to je pač razpis za policijski čoln in dejstvo je, da tej vladi dejansko v 3 letih brez zapletov ni uspelo imenovati generalnega direktorja policije za polni mandat. Mislim, počakajmo na to, ali bo opozicija Nova Slovenija ali pa morda skupna opozicija vložila to interpelacijo. To interpelacijo bomo potem prebrali in seveda na podlagi dejstev, ki bodo v tej interpelaciji in na podlagi odgovora, ki ga bo dal minister sam in morda tudi kakšna druga inštitucija že do takrat, ko bo do interpelacije prišlo, se bomo Socialni demokrati odločili. Naj spomnim na to, da smo pri eni interpelaciji ravno pri ministru Poklukarju bili vzdržani, torej njega nismo podprli. Ja, jaz gospoda Prednika cenim, smo dolgoletna poslanska kolega, ampak jaz vam napovedujem, da tudi če bi vložili novo interpelacijo, SDT interpelacije ne bo podprl, največ kaj bi lahko naredili, bodo pač vzdržani, če bi do te interpelacije sploh prišlo. Enako velja pri normirancih. Matjaž Han, predsednik stranke, gospodarski minister, napoveduje, da treba vrniti normirance v star sistem, mi predlagamo zakon, slišimo gospoda ministra, da ne bo glas vpijočega v puščavi, mu prosimo, pripravimo zakon, mi smo ga vložili, ampak potem žal ta zakon bo sprejet, če bi poslanci SD-ja glasovali za. Zdaj imajo tudi pri normirancih novo pobudo, da ta zakon podprejo in so noter samo normiranci, teh je 88,000, ki po to vlado zelo trpijo, davčno se jih privija in mi damo priložnost tudi ostalim političnim strankam v koaliciji, da podprejo dobre rešitve, za katere same medijsko govorijo, da so ustrezne, ko pa pride za pritisniti tipko za, pa pač
je drugo sodelovanje. Prednik, boste dali nekaj ognja na, rekla tako, njihovo plutje proti volitvam, ker to bi seveda jim pomagalo, ne, v javnomnenjskih anketah. Ja, ampak to v prvi vrsti ne šteje, v prvi vrsti šteje, da mi pomagamo normiracem, to se pravi tisti, ki živijo od tega. Tako je. To mora biti v prvi vrsti. Kar se tiče gospoda Poklukarja, če bodo ugotovljene napake, nismo mi tisti, ki bomo to ocenjevali, ampak bi pričakovali, da morda stranka, iz katere prihaja, sama potegne konsekvence, tako kot smo jih na vse zadnje mi pri Dominiki Švarc-Pipan. Kar se tiče normirancev, sedaj je to ponovno v proceduri in govorim v svojem imenu, bom ta predlog Nove Slovenije podprl, ampak ne zaradi Nove Slovenije, ampak zaradi ljudi, ki imajo normirance. Se pravi, da bi si nekaj volilne podpore pridobili tudi vi na ta račun. Še eno vprašanje za oba. Gospod Aleš Primc je s somišljeniki začel zbirati v ponedeljek podpise za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Če bomo na referendum šli, mi povejte, kako boste glasovali in zakaj, gospod Prednik? Kar se tiče Socialnih demokratov, smo tako ali tako en referendum že dobili, smo ta zakon podpirali, ta zakon znotraj procedure Državnega zbora tudi spravili do konca, za njega glasovali in če do tega referenduma pride, bomo seveda mi zakon podpirali. Zdaj, tukaj je zelo pomembno vprašanje, ključno vprašanje, ko govorimo o življenju in hkrati govorimo o človekovem dostojanstvu. Življenje je sveto, vsaj zame. V tem primeru tudi ni bilo opravljene nobene razprave, nobene resne diskusije, tudi zdravstvena stroka opozarja na stran poti. In pogovarjamo se o tem, kako nekomu skrajšati življenje, kot sem dejal, zame je življenje sveto. Pri tem, da mi nimamo ustrezno urejene paliativne oskrbe, da ljudje dobesedno zaradi čakanja na zdravniške preglede zbolevajo, se pravi, nimamo urejenega zdravstva. In preskočili smo ogromno korakov tudi v dojemanju človeškega dostojanstva. Jaz osebno, ne le, da bom v tem primeru glasoval za to, da se ta zakon razveljavi, glasoval bom tudi, oziroma dal bom svoj podpis na upravni enoti za razpis referenduma in tudi mislim, da bo Nova Slovenija aktivna, oziroma Nova Slovenija bo aktiven del te kampanje, zaradi tega, ker govorimo o tem, kako nekomu, kljub temu, da je trpi, kljub temu, da je zelo hudo bolan, kako nekomu odvzeti pravico do življenja. In to so zelo težka etična vprašanja, moralna vprašanja, ki se jih bi morali vladajoči dotikati z zelo trsočo roko. In do zdaj opozarja tudi stroka, zdravniki, da to vrsten način sprejemanja zakonodaje ni v redu. Da ta način s takšnimi pobudami in brez resnih diskusij ni v redu. Drži, da bo temu upravljen referendum. Ampak posvetovanje. Recimo, glede na to, da se opravičujem, ko sprekinem, glede na to, da je bil posvetovalni referendum o evtanaziji, bi verjetno pričakovali, da bo, ker je zdaj zakon drugačen in ne gre več za evtanazijo, ampak za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, referendumski izid bil še bolj v prid za, ne? To pričakujemo tudi mi. Jaz pričakujem, da bo ljudje znali pozitivno vrednotiti vrednoto življenja in da bo uvideli stran poti tega zakona. Jaz si ne želim, da prihaja zaradi tega zakona do zlorab. Do zlorab in ne bom govoril zdaj o statistikah po drugih državah, kot je Nizozemska, ker mislim, da je to neprimerno, ampak če pride v tem primeru do zlorab, potem smo res družba dekadentnosti. In tega si pa jaz ne želim. Jaz želim poudarjati veselje do življenja. In trpečim je treba pomagati s paliativnimi oskrbami. Treba jim je pomagati na druge načine. Mi pa osnovnih stvari nimamo v zdravstvu urejenih. Osnovnih stvari. In preskočili smo vse korake. Vse korake smo preskočili, namesto da bi najprej skrajšamo čakalne vrste. Uredimo paliativno oskrbo na domu. Sam povem, da imam osebno to vrstno izkušnjo s svojim očetom. In če ni paliativne oskrbe, absolutno
začnejo ljudje razmišljati o vseh drugih stvareh. Zato pa kličem k temu, namesto evtanazije, dajmo mi urediti paliativno oskrbo. No, čeprav poznam ljudi, ki imajo tudi osebne izkušnje in so izrazito naklonjeni tej rešitvi, ki jo se te predlagajo. Še eno vprašanje, ki bo zagotovo zdaj jeseni burilo duhove in recimo pri vas bi gospod Vrtovec pričakovala, da boste rekli, da gre za dekadentnost. Pri vas, gospod Prednik, pa ne vem, ker v bistvu niste sodelovali pri tem predlogu, gre za zakon za, poenostavljeno rečeno, o rekreativni rabi konoplje. Gibanje Svobode in Levice sta ga vložilo v parlamentarno proceduro in stroka, zdravstvena in tudi delodajalska združenja so proti. Nekateri sprašujejo, kakšen zgled bodo dajali starši, ki doma gojijo pač ne vem koliko rastlin, mislim, da 4 rastline marihuane in bojo pač pred otroki kadili. Drugi se sprašujejo, ali bom tako rekla, eden od vaših kolegov v parlamentu mi je rekel, ja, zvečer rabiš nekaj za sprostitev, ne vem, jaz spijem konjak, drugi bojo pa pač kadili marihuano. Meni ta način sprostitve ni blizu, pa me zanima vajino mnenje. Mislim, tudi meni ni ta način sprostitve blizu. Mi nismo dali sopodpisov k temu zakonu, ker se nam ta zakon podobno kot evtanazija zdi precej bolj občutljiv kot zakon za medicinsko rabo. Ta zakon bo potreboval verjetno precejšnje spremembe in precej več varovalk kot zakon za medicinsko rabo. In jaz bi tu pričakoval tako od največje vladne stranke Gibanja Svoboda kot tudi od Levice, da pri tem zakonu pa dejansko nekoliko bolj poslušajo socialne demokrate. Jaz vem, da smo mi vedno tarča kritik, da nagajamo tej vladi, ker določenega zakona ne podpišemo in tako naprej, ampak to je dejansko tako občutljiv zakon, da bi predlagal obema koalicijskima strankama, da se usedejo z vsemi deležniki, tudi z stroko, za isto mizo in da seveda tudi z nami, in da prečešemo ta zakon po dolgem in počesi in da ga na koncu z tresočo roko, če bo zakon takšen, kot mora biti, z vsemi varovalkami tudi sprejmemo. Če ne bo, potem tudi ni nobene potrebe, da se s tem zakonom hiti. To vrstne pobude, to vrstna zakonodaja, ki razdvaja ljudi, prihaja z vrst Gibanja Svoboda izključno zaradi tega, da se prikrije njihovo nesposobnost pri upravljanju dejanskih problemov, ki pestijo to državo. In rečejo, raje se ukvarjamo z marihuano, kot pa s tem, kako razbremeniti to državo ali pa gospodarstvenike in podjetnike speje z tega davčnega primeža. Kar se tiče pa samih ključnih vprašanj, spet je zdravstvena stroka zelo in ostro proti. Mi delamo vse kampanje proti kajenju, delamo kampanje proti prekomernemu uživanju alkohola. Medtem pa dela Gibanje Svoboda kampanjo, da so lahko ljudje zadeti za rekreativno rabo. Jaz predlagam, da namesto konjaka zvečer ali pa namesto marihuane, da naj gre vsak nekaj odteč ven v naravo, vsaj 5 do 10 km, pa bo največ naredil zase in za svojo sprostitev. Recimo sam to precitiram in lahko rečem, da se človek veliko bolje počuti, se ukvarja s športom, kot pa s poživili. Glede marihuane pa, do včeraj je bila ta zgodba prepovedana. Danes jo lahko uživajo pred zdravstvenimi domovi. Kakšno sporočilo mi dajemo ljudem? In je rekla podpredsednica Sara Žibert, Gibanje Svoboda, ugotovili smo, da prohibicija ne deluje. Kako, prosim? Se strinjam, prohibicija ne deluje, ampak potem lahko rečemo, da v Ljubljani tudi prohibicija uporabe trdih drog ali pa kokaina, glede na podatke, ne deluje. Zdaj bomo pa kar sprostili in dali, da so tudi trde droge zakonite. No, zagotovo nekatere rešitve so težko razumljive. Recimo tudi bi se vprašala, če je kdo od teh predlagateljev, ki je podpisal ta zakon, v katerem piše, da delodajalci nimajo pravice testiranja svojih zaposlenih, kdaj je bil delodajalec. No, to recimo se mi zdi tako. Bomo videli, kaj se bo izcimilo iz tega. Alkoholiziran človek ne more priti na delovno mesto, nekdo pa lahko pride zadet, pa ga delodajalec ne more zaradi tega testirati. Mislim, mi se norčujemo iz zdrave pameti s tako zakonodajo. Bi vidva podprla predlog, ker nekatere rešitve se res zdijo tako na meji, pa ne želim biti nesramna do vas poslancev, ker se zdijo tako nepremišljene, ali bi vidva podprla idejo, da bi v bistvu poslance testirali na droge.
Pa bom tukaj dodala, gospod Herman Rigelnik, mislim, da je leta 1993, prepovedal ali pa omejil točenje alkohola v parlamentu med sejmi državnega zbora. Verjetno imel nek razlog za to. Ne? No, bi se vidva testirala? Ja, mislim, da se lahko grem zdaj. Tudi jaz. Pa ne bi pa predlagala, noben od vaju ne bi predlagal, recimo, da bi se poslanci morali testirati, da pridejo v parlament ljudje, ki lahko grejo spat brez opojnih substanc. Jaz bi to razširil na vse, tako javne funkcionarje, menedžerje, zdravnike, vse. Čeprav bi verjetno potem rekli, da posegamo v človekove pravice, kako preživljamo prosti čas. Pa treba vedeti, da poslanci so odločevalci v državnem zboru. In prav je, da se pač ve, v kakšnem stanju odločijo. Ne? Jaz pri tem nimam nobenih težav. Ta zakon je bil že v preteklosti na mizi in Nova Slovenija ga je podprla. Še eno vsebinsko vprašanje. Gospod Vrtovec, vi ste bili malce jezni name, ker sem prejšnji teden v tem studiu povedala, da se vam vprašanje korupcije ne zdi pomembno, oziroma bom rekla drugače, ker niste ravno tako rekli. Rekli ste, da v bistvu ne boste poudarjali te teme, za razliko od gospoda Logarja, pa tudi gospoda Erjavca, ker ljudje mislijo, da ste politiki vsi enaki, v slabem pomenu besede. Zagotovo je korupcija eden izmed problemov te družbe, ne? Zlasti zaradi zakonodaje, glede zakonodaje javnega naročanja. Govorimo zlasti o korupciji lahko v zdravstvu, državnih sistemih in podsistemih in pač je korupcija prisotna. Zdaj jaz ne znam oceniti, kakšne so te številke. In tukaj rabimo sistemske pristope v okviru javnega naročanja, da bi lahko, in javnih naročil, da bi lahko se pravi to sistemsko korupcijo izkorenili. Glede pa dovzetnosti ljudi na te teme, je pa drugo vprašanje. Veste, zaradi tega, ker naši ljudje so že vsega navajeni. Ne? Imamo silne probleme in afere iz preteklosti pri določenih izkušenih slovenskih politikih, županih in tako naprej, pa so iz volitev v volitve vedno znova nagrajeni. Vedno znova nagrajeni. In nihče jim ne reče, ne bomo ga volili zaradi tega, ker je bil pleten v določeno korupcijsko afero, ne? Ampak ocenijo neke druge kvalitete in sposobnosti, oziroma se gre v Sloveniji glasovanje za ali proti določeni osebi, ali pa določeni čustveni dimenziji. Jaz si želim več poudarka dati v same volilni kampanji, soočenju mnenj, viziji, ki bo vključevala Slovenijo, naslednje generacije, moje otroke, vaše vnuke, naše ljudi za naslednjih 10-15 let. Točno to. In če je korupcija ena izmed teh tem, se jaz takoj podpišem pod to, da dajmo o tem razglabiti, kako korupcijo izkoreniniti. Sem pa malce razočaran s tem, da je ta tema tako pometena pod preprogo, zaradi tega ni tako vzbujajoča navzven napram odločitvi ljudi, ko gre za dati glas na volitvah. In to sem želel poudariti, ne? Mene tudi dejansko skrbi to, da so ljudje postali nekoliko imuni na to korupcijo. Pride določena korupcijska afera, to traja dan, morda 2, morda 3 in potem je to in ljudje na to pozabijo. In potem se vrtijo zadeve naprej. In država kot taka, ne glede na to, kdo je na oblasti, bi verjetno morala tukaj narediti korake naprej in ne smemo si zatiskati oči. Korupcija v Sloveniji na vseh nivojih je prisotna. Čeprav recimo vodilni politiki, konec koncev tudi šef vaše koalicije, minimizira pomen protikorupcijske komisije za enega od 2 postopkov, ki potekata na protikorupcijski komisiji, proti njemu je dejal, da je farsa. Mislim, da se jaz z predsednikom Golobom absolutno ne strinjam. Ta izjava tudi ni na mestu. KPK upravlja svoje naloge in predsednik Golob ne bi smel dejati, da je katerakoli inštitucija oziroma proces katerekoli inštitucije farsa. Inštitucije svoje naloge upravljajo in če ima čisto vest, če je vse v redu, bo to na koncu pokazala tudi preiskava, ali je to KPK, Računskega sodišča ali česarkoli drugega. Tako da to je izjava, ki si je predsednik vlade ne bi smel privoščiti. Bom tukaj dodala še en podatek glede korupcije. Po Eurobarometru je 85% menedžerjev podjetij s sedežem v Evropski uniji dejalo, da je v Sloveniji korupcija problem. Danes je pa Eurobarometer objavil nove podatke, kaj je pomembno za slovenske državljane. Mene je precej presenetilo, precej odstopamo od evropskega povprečja po
dajanju pomena prehranski varnosti in kmetijstvu, javno zdravstvo seveda in pa gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest. Te 3 teme so recimo za ljudi zelo pomembne, manj recimo pravna država, Gaza, v kateri poročajo mediji vsak dan, kot da bi bila to glavna tema, kot da ne bi imeli drugih težav v Sloveniji. Mene to ne preseneča. Vsakemu od nas je na prvem mestu verjetno zdravje. Če si zdrav, potem v bistvu imaš vse. Prehranska varnost se je pa verjetno v zadnjem obdobju nekoliko povišala oziroma občutljivost do te teme, ravno zaradi vojn, ki se dogajajo. In verjetno se vsi ljudje zavedamo, da smo najbolj srečni, ko smo zdravi in ko nismo lačni. Te 2 temi sta najbolj pomembni, tako da mene to v bistvu ne preseneča. No, pa prihodnost, ne, delovna mesta, to očitno tudi ljudi zanima. Gospod Vrtovec. Ne, zagotovo, ne, zlasti zaradi tega, ker je pod to vlado, to si moramo priznati, prišlo do prekomernega obdavčevanja na eni strani ljudi. Tudi po podatkih vidite, da ljudje si lahko manj privoščijo, kot so si 3 leta nazaj, ne, za 13% manj potrebčin lahko kupijo, da so njihove plače v nominalnih zneskih so pač nižji zaradi prevelikih in previsokih davkov in na drugi strani trpi gospodarstvo zaradi teh previsokih davkov in prispevkov. Problem je v tem, ker ni predvidljivega poslovnega okolja, da se razumemo. Mi vedno sprejemamo davčno zakonodajo novembra meseca, začne pa potem veljati 1. januarja. In to ni v redu, ni dober odnos, zlasti do malih podjetnikov, do obrtnikov, SP-čkov, normirancev. Pustimo mi velike gospodarstvenike, ki so veliki konglomerati, pa tudi te so preveč obdavčeni v dohodku pravnih oseb. Ne? Ampak govorimo pa zlasti o tistih majhnih avtomehanikih, kovinarjih, če želite, frizerkah, kozmetičarkih, ki iz dneva v dan se trudijo, delajo in to niso nobeni bogati ljudje, to so delavci, ki garajo iz dneva v dan. In na koncu, zaradi tega, ker jih država preveč obdavčuje, so pred tem izzivom, da delajo bodi si na črno, bodi si zapirajo svoje dejavnosti, ampak potem takem poberemo manj davka tudi v našo državno blagajno, zaradi tega in manj davka gre potem lahko za socialne transferje, za pomoč tistim, ki so pomoči potrebni, manj davka gre v zdravstvo in tako dalje. Pravi, mi moramo zgraditi družbo, ki bo imela vizijo, na kakšen način najti sinergije med inovativnostjo, med temi pogledi, tudi glede davčne zakonodaje, razvoja in preboja, ter na drugi strani tudi socialne države. Neko pametno ravnotežje. Žal se ta koalicija, se opravičujem Jani, ampak se ukvarjate samo z eno stvarjo, kako obremeniti gospodarstvo in podjetnike kot neke razredne sovražnike in na drugi strani krepiti, naprimer, finančna sredstva, ki jih dobijo nevladne organizacije. V enem delu bi se strinjal, oziroma morda celo v 2. Jaz se dejansko veliko družim z ljudmi. Ti ljudje so ali SP-jevci, ali normiranci, ali imajo mikropodjetja, mala podjetja, srednja podjetja in vsi trdijo eno. Kot prvo, pustite nam davčno okolje takšno, kot je. Ne dotikajte se ga. To je prvi korak, samo da mi znamo planirati. Potem pa seveda, ko začnemo razčlenjati in se pogovarjati, seveda pridemo do tega, da smo tudi po motu, ampak to je moje mnenje, morda malenkost neznačilno za socialdemokrata, po mojem mnenju smo preveč davčno obremenjena država. Po mojem mnenju. In če bi socialni demokrati po naslednjih volitvah imeli nekoliko večjo moč, potem bi v tej davčni zakonodaji določene zadeve predlagali in določene zadeve naredili tako, da bi bilo davčno okolje bolj sprejemljivo in boljše za vse v verigi, ki sem jih prej naštel. Gospod Prednik, vi ste del koalicije, ne? Pred sejami vlade se dobite in razpravljate in predvidevam, da ste kaj takega tudi povedali ministru za finance ali kaj? Absolutno. Jaz sem v enem izmed intervjujem, ki smo ga imela midva, tudi dejal, da si ne želim, da katerakoli stranka kadarkoli dobi še takšno večino, kot jo je dobila stranka Gibanja Svoboda. Zato, ko to pomeni tudi določeno dinamiko znotraj koalicije, vemo, kakšna so razmerja, 41 oziroma 47, 5, 4 in to pomeni tudi moč določene koalicijske stranke in večkrat smo bili pri idejah, ki smo jih imeli enostavno povoženi. Če bi imeli mi večjo moč, seveda tudi skozi parlament bi lahko bolj uveljavljali te svoje ideje. To ni opravičilo, to je samo neko dejstvo, ki pač trenutno stoji in jaz verjamem, da po naslednjih volitvah bodo ti glasovi razporejeni drugače.
Ker to zdaj pomeni, kar vi zdaj govorite, a ne, da vi pristajate na to, da Gibanje Svoboda skupaj z Levico sprejema, predlaga dolgoročno škodljive rešitve za Slovenijo. Ja, ne govorimo o vseh, določene pa držijo in seveda tudi sestava koalicije je takšna, da tudi če Socialni demokrati ne prispevamo svojih glasov, ima Gibanje Svoboda sama dovolj glasov, za Levico pa tako ali tako dovolj glasov, da si v državnem zboru izglasuje karkoli. Ste kaj dodali? Če ne gremo še k zadnjemu? Ne, gledajte, pač samo to, da mi potrebujemo svežino, tudi kar se tiče koalicije in verjamem, da bo naslednja desno-sredinska vlada, ki je edina lahko najbolj razvojna, ali pa večinsko desno-sredinska, Jani, tako da, ki bo razvojno naravnana. Zato tega, ker ljudje ne potrebujejo razrednega in ideološkega boja, ampak zlasti to, kaj nas bo definiralo v naslednjih 10-15 letih. Kaj so tiste stvari? In tukaj jaz naslavljam eno stvar. Eno je gospodarstvo, stabilno poslovno okolje, drugo pa, še enkrat povem, tudi močnega gospodarstva ni, brez tega, da ne bomo imeli več Slovencev v naši družbi. Skoraj z migracijami ne moramo reševati situacije demografske zime. Se pravi, to so ključne stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. Žal se ta koalicija prevečkrat ukvarja sama s seboj in z ideološkimi razrednimi temami, tudi kulturnim bojem, žal. Ker govorite o povezovanju, v minulih dneh je prišla do mene ideja, ravno ne enega Avstrijca iz ozadja, ampak enega pomembnega človeka, ki iz ozadja skuša vplivati tudi na dogajanje v politiki, in je govoril o koaliciji po volitvah, ki naj bi jo sestavljali Gibanje Svoboda, stranka Vladimirja Prebiliča, stranka gospoda Logarja, Demokrati in NSI. Se zdi, da so pač nekateri arhitekti političnega dogajanja na levi in desni zbrisali stranke, na desni SDS, na levi pa Levico in vas. Kar pomeni, da bi Gibanje Svoboda šlo v desno-sredinsko koalicijo. Po vzoru Drnovška naj bi gledali čez, ker vi govorite o povezovanju. Že, ampak gledajte, koalicije se sklepajo po volitvah, nas zanima naš rezultat, omenil sem pa večinsko desno-sredinsko vlado. Zaradi tega, ker res ne vidim, da bi Gibanje Svoboda imela karkoli v programu, kar je prebojnega za to državo. Sem vprašala še nekaj, gospod Vrtovec, o tem sva se midva že pogovarjala tudi v preteklosti, za vas velja, da se dobro razumete z gospo Vesno Vuković, to je nekdanja novinarka, že z te funkcije z teh pozicij se poznate, ko ste bili vi tiskovni predstavnik. Ona je bila nekaj časa generalna sekretarka Gibanja Svoboda, zdaj je pač zaposlena v Odlaskovem imperiju. Minuli teden je bila videna med delovnim časom dopoldne z gospodom Damirjem Črnčecem v ljubljanskem BTC-ju. Predvidevam, da sta bila dogovorjena za sestanek in ne, da sta se po naključju med nakupovanjem v času službe srečala tam. Ali to pomeni vaš odnos z Vesno Vuković, da bo, če boste vi prevzeli vodenje Krščanskih demokratov, odnos z Gibanjem Svoboda znova dober ali pa boljši? Lepo vas prosim. Jaz poznam vse novinarje v tej državi. Zaradi tega, ker sem bil 7-8 let PR-ovc naše stranke in z vsemi sem imel dobre kontakte, tudi z vami. Še v prejšnjih službah. Dobro, jaz sem še vedno novinarka, ne? Ja, se pravi, jaz poznam ogromno ljudi, zlasti pa res novinarjev, in lahko rečem, da pač odnosi, ki sem jih zgradil pred 10-15 leti, seveda mi dajo mogoče določene prednosti, hkrati pa tudi slabosti, vpliv na moje politično delovanje, na mojo smer, ki je vez med starim, novim, med idejami, prebojem, kaj potrebuje ta država, je tisto vprašanje, ki si ga zastavljam, ne igra noben vloge. Nihče, ne politiki, pa ne novinarji. Ampak jaz sem to, kar sem. Jaz to tudi živim in kar živim, tudi delujem v politiki. Se pravi, noben lobist, nobeni novinarji, nobeni drugi politiki ne vplivajo na moje politično delovanje. Še enkrat povem, Gibanje Svoboda, ki vodi to vlado, se mora na naslednjih volitvah posloviti od vodenja vlade. Če želimo tej Sloveniji zagotoviti lepšo in boljšo prihodnost.
Se pravi, koalicija, ki sem jo omenila, Gibanje Svoboda, Vladimir Prebilič, gospod Logar in NSI, je samo želja nekaterih igralcev iz ozadja. Če bo NSI vodila vlado, je Gibanje Svoboda lahko dobrodošla vlada. Ni bilo mišljeno, da bi vi vodili vlado, ampak da bi bili zraven v koaliciji. Ne vem, niste rekli, kakšen je vrstni red te koalicije. Povedala sem, Gibanje Svoboda ne bi bilo glavno. Samo še zadnje vprašanje za oba. Poslanci ste se vrnili v parlament na izredno sejo, na kateri boste med drugim odločili tudi o zakonu o medijih. Samo kratko vajno mnenje. Ali menite, da je ta zakon res takšen, da bo zagotavljal svobodo medijev? Iskreno upam, da. In v to tudi verjamem. Aha, no, ker se je zdelo, da je nekaj dvoma v vaših besedah. Gospod Vrtovec. Iskreno verjamem, da to ne bo. Zato, ker ta zakon ima kar nekaj členov, ki posegajo v svobodo govora, v to, da ima Ministrstvo za kulturo potem vse možnosti, da skoraj prepoveže nek medij. Se pravi, zakon ni dobro nameren v tem demokratičnem smislu. Kajti vse se začne in konča, veste, pri tem, ko se nekoga kaznuje, ali pa nek medij kaznuje, ker naredi nek zapis in potem kdo bo to presojal. Presojal bodo seveda uslužbenci na ministrstvu o tem, kaj je prav, kaj ni prav. Se pravi, s tem delamo mi korake nazaj, pred leto 1991 ali pa še celo pred leto 1975. Delamo korake nazaj v neko drug sistem, drugo družbo, namesto da bi pač pustili pluralnost mnenj, tudi pluralnost medijev, ne pa pozorim, tudi številni strokovnjaki, profesori na filozofski fakulteti, pa tudi na FDV-ju govorijo o stranpoteh te zakonodaje. Jaz verjamem, da na koncu bo bile prej volitve, kot pa bo dokončno bil ta zakon sprejet. Šele zdaj prihaja v bistvu parlamentarne procedure, zdaj se bo o tem odločilo. Ne da se ga popraviti, ker zakon preveč nima nobenih bistvenih pozitivnih stvari. No, razen finančne podpore, ki jo mediji potrebujejo. Se pravi, verjamem pa, da bomo o tem poslanci imeli še dolge diskusije in da lahko sprejem tega zakona pripeljemo tudi v čas, ki bo tik pred volitvami, na kar se bo koalicija lahko odločila, da ga bo umaknila, zato ker bi to jim škodovalo. Predvidevate, da bo tudi referendum tudi o tem vprašanju? Dajmo narediti najprej, oziroma videti, kakšen bo sam parlamentarni postopek in potem bomo videli, kakšne bo bile naslednje odločitve opozicije. Dobro, končajmo s tem, z željo potem, da bi svoboda medijev ostala ali pa se v en del medijev vrnila. Če nisem bolj konkretna, da ne bom svojih kolegov novinarskih spravljala v težave. Zahvaljujem se vam za to, da ste se odzvala našemu vabilu, vam pa hvala za pozornost. Hvala.